Z mano je Vesna Milošević Zupančič in nadaljujeva s pogovorom o dijaškem in študentskem delu. Vesna, ta najina tema zdaj je kar obsežna in zato, da bova lahko predelala čim več enih različnih tematik, imam jaz tukaj pripravljeno rundo hitrih vprašanj, ti pa poizkus s čim manj besedami odgovoriti na vprašanje. Bo šlo? Zmenjeno. Ok, super. In začnemo. Koliko stane članarina v študentski servis? Nič evrov, torej za dijaka in študenta, vse zastonj plača delodajalec. A lahko dobim svojo plačo na račun od mojega očija? Nikakor ne. Vsak mora imeti svoj tekoči račun odprt in na tekoči račun dobi nakazilo. A lahko za delo uporabljam napotnico od svojega prijatelja? Ne. Ne. Okay. A lahko preko svoje napotnice prodajam druge študentske napotnice in koliko stane ena? Absolutno ne. Stane ne nič, ker je to v bistvu pogodba, kos papirja, ampak v resnici je to kaznivo ne. Okay. Kaj je bruto in kaj je neto znesek? Zelo dobro vprašanje. Neto je torej tisto, kar dijaka pa študenta zanima, kar dobiš na tekoči račun. Bruto je tisto, kar je majčken več, torej je še zraven pokojninsko-invalidsko zavarovanje. Največja cifra pa je tisto, kar je strošek delodajalca, kjer je še pokojninsko-invalidsko zdravstveno zavarovanje in vse ostale prispevki in dajatve. Kaj je osebna oziroma kaj je osebni dokument? Osebni dokument je osebna izkaznica ali pa pasuš oziroma potni list. Potrebujemo ga za identifikacijo. Kaj je davčna številka? Davčna številka je ena taka cifra, ki jo dobiš na FURS-u, a mi jo pa potrebujemo zaradi tega, da lahko izdamo napotnico in da lahko poročamo. Kaj je EMŠO? EMŠO je enotna matična številka občana, imajo vsak od nas, notri je rojstni datum, potrebujemo pa zato, da lahko te prijavimo v zavarovanje. Kaj je TRR? TRR je tekoči račun, transakcijski račun, bančni račun, rabimo ga zato, da ti lahko nakažemo zaslužek. Kaj je CV? To je latinska beseda za curriculum vitae, to je pač po domače življenjepis. Ali moram za dijaško ali študentsko delo iti na razgovor za službo? Včasih ja, včasih ne, včasih je dovolj pogovor po telefonu, včasih mail, pri bolj zahtevnih delih pa tudi razgovor. Ali na razgovoru vikam, tikam ali zanikam? Vikamo, dokler nam ne predlagajo nasprotnega. Kaj so delovne izkušnje in kje jih dobim? Zelo dobro vprašanje. Torej, delovne izkušnje niso delovna doba, to pomeni, da jih imajo tudi mladi. Delovne izkušnje so vse, kar si delal prek študentskega servisa, kot prostovoljc, praksa, vajeništvo, vse šteje po delovne izkušnje. Kaj je LinkedIn? LinkedIn je v bistvu profesionalno omrežje, podobno kot Facebook, ampak za poslovno mreženje. Če hočejo moji šefi mojo fotko, jih lahko samo usmerim na moj Instagram? Predlagam, da ne. Torej, če potrebujejo fotografijo, je to navadno kot za dokumente fotografija obraza. Menim, da na Instagramu ne bi bile ravno primerne fotografije. Ko sem jaz še delal prek študentske napotnice, je bil moj glavni cilj, da postanem milijonar in mi ni uspel. Kako lahko uspe to drugim ljudem? Lahko dobijo milijon izkušenj. Sicer ne poznam nikogar, ki bi postal milijonar s študentskim delom, poznam pa kar dosti ljudi, ki so dejansko začeli kot študenti in pa prišli na koncu celo na delovno mesto direktorja. Ja? Kaj je lista negativnih iskalcev? A je to tudi kot seznam filmskih zlobnežev, samo da so tukaj vsi direktorji? Ne. Torej, poznamo seznam neplačnikov, to je javni seznam, kjer so podjetja, ki ne plačujejo redno ali zamujajo ali ne plačujejo, s takimi ne sodelovati. Nekatere agencije pa servisi imajo pa tudi si zabeležijo, če imajo s kakimi iskalcem ali podjetjem določene večje težave. Jaz bi rad bil influencer, ampak nikjer ne najdem, da kdo išče to. Kvaj fora? A še nisi? V bistvu, ja, imamo tudi oglase za delo v marketingu, za urejanje družabnih socialnih omrežij. Dejansko influencer pa verjetno si ali pa nisi z nekimi drugimi kriteriji, pa pač pol podjetja sama poiščejo tiste ljudi, ki so influencerji. Dobro, to je bila hitra runda. Zdaj imamo pa še par vprašanj, ki zahtevajo v bistvu malo daljši odgovor, verjetno, tako da gremo ven iz split screena. Prej si omenila, da se od zaslužka, da se nekaj evrov vzame, omenila si pokojninsko invalidsko zavarovanje. Kako so te stvari razdeljene? Mislim, ni treba zdaj ful statistično ob tega opredeljevati, ampak sam, kdo vzame
denar od mojega oziroma od študentskega ali pa dijaškega zaslužka. Ja, torej študentu pa dijaku nihče nič ne vzame, da se razumemo, ta strošek krije delodajalec in vse je točno zakonsko predpisano, torej točno tako, kot piše v zakonu, tako naredimo. Gre pa denar za pokojninsko invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, potem za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, gre za izgradnjo študentskih domov, za študentsko organiziranje, za posredovanje, stroške posredovanja študentskega dela, potem se plačuje tudi davek na dodano vrednost, sklad za štipendije, skratka, kar dosti tega, pa zelo lepo razdeljeno, ja. Zdaj, obstaja kakšna razlika med študentskim pa dijaškim delom, razen to, da eno opravljajo dijaki, eno pa študenti? V bistvu si večino povedal že sam, ampak ja, dejansko zakonsko gledano ni nobene razlike. Pač vsem se uradno reče začasno in občasno delo dijakov in študentov. Enega opravljajo dijaki, enega študenti, v resnici gre za isto stvar. Razlika je pri tem, kar v praksi vidimo, da dijaki večinoma opravljajo lažja dela, takšna dela, za katera še ne potrebuješ toliko znanj ali izkušenj. Praviloma so tudi manj plačani kot študenti. Starejši, ko si študentje, pa v bistvu delajo bolj strokovna dela, so tudi boljše plačani praviloma, ampak v osnovi gre za isto stvar. Kaj bi pa recimo štel kot kakšen primer lažjega oziroma dijaškega dela ali pa študentskega? Ja, recimo lažje dijaško delo je recimo kako etiketiranje, deklariranje, pa polnjenje polic. Medtem ko pri zahtevnih delih lahko gre za programiranje, za delo povezano s smerjo tvojega študija, ne. Naprimer, če študiraš multimedijo, da dejansko nekaj delaš v povezavi s tem, naprimer na RTV. To je pač strokovno delo, ne, da delaš nekaj v smeri svojega študija, kar je najbolj priporočljivo, ker vodi do pametnih delovnih izkušenj. Ja, seveda, da potem lahko dobiš dejansko službo znotraj tega. Zdaj, kakšni so pa po tvojih izkušnjah najpomembnejši kriteriji za dijaka ali pa študenta, ko išče delo, na podlagi katerih kriterijev išče delo? Ja, opažamo, da se dijaki in pa študenti odločajo na podlagi kriterija kraja, torej, da je blizu kraju, kjer živiš. Kraj, ne tako kraja. Ne, da je blizu kraja, kjer živiš. Potem tudi seveda časovna komponenta je zelo pomembna, da ti paše urnik, kar pomeni, če imaš šolo od ponedeljka do petka, delaš na primer v soboto ali pa med počitnicami. Potem seveda zaslužek, to si ne tajimo, dostikrat tudi filtrirajo dela, tako da najboljše plačana se prikažejo najprej. Torej zaslužek. Kaj pa zelo pomembno, pa včasih v bistvu nekateri pozabijo, je pa, da je delo čim bolj povezano s tem, kar študiraš, kar si želiš postati, kje se vidiš v prihodnosti, ker s tem dobiš relevantne delovne izkušnje. Ja, spet, da lahko potem lažje nadaljuješ nekje v nekem želenem področju. Okrog 65% študentov se dejansko zaposli na delovnem mestu oziroma tam pri tistem delodajalcu, kjer so prej opravljali študentsko delo. Tako da to je res odlična priložnost za zagrabiti, ne? Kaj pa v primeru, če bi nekdo rad opravljal neko delo, pa ga ne najde na študentskem servisu, a lahko kaj sam naredi, da pride do nekega delovnega? Seveda, seveda. Seveda, najprej je to, ko iščeš res delo, je dobro, da ga res iščeš aktivno, ker najboljša dela, tista, ki so res fenomenalno plačana, pa dobre izkušnje, so včasih tudi v minuti. Torej, ob 8 zjutraj je objavljeno, 5 čez 8 ga ni več, ne? Ampak v primeru, da pač seveda niso vsa delovna dela objavljena, lahko tudi poiščeš ali tako, da sam kontaktiraš podjetje, v katerem si želiš delati, ali da povprašaš preko vez in poznanstev, torej sorodnike, znance, učitelje, profesorje, če poznajo koga, ki išče, a ne, tako in tako delo, da se sam aktiviraš, greš torej do podjetja in zagotovo se da najti delo. A je v teh situacijah kaj, kar je posebej pomembnega? Verjetno, če nekoga ti sam kontaktiraš, je še posebej zelo lepo, da si lepo oblečen, da si urejen, da si pripravljen tam, da priješ ne samo s to samo iniciativnostjo, ampak da pač res daš jim razlog, zakaj te... V bistvu moraš ponuditi vsebinsko tisto, kar oni takrat rabijo. In pa tudi je pomembno, da imaš prave informacije, zato je dobro, da imaš veliko socialno mrežo. Če, na primer, se v podjetju že ve, da nekdo odhaja, da, ne vem, nekoga potrebujejo nujno, mogoče, če ti pride na uho ta informacija, je dobro. Ne? Pa če koga odstraniš, pa pol nadomestiš to delovno... Ne priporočam. Drugače pa... Taktike imava? Ja. Je pa dejansko, mogoče sama obleka, takrat, ko kontaktiraš, navadno ne prideš kar v živo tja. Odvisno od delovnega mesta, no, ampak navadno je to prek telefona ali pa preko maila. Pač moraš ponuditi tisto, kar oni iščejo. Se pravi, tudi če si lepo oblečen, ne smeš iti kar trkati na vrata direktorju. Vesna, hvala lepa za tvoj čas. Hvala za povabilo. Zdaj pa vi, če imate še kakšno vprašanje, pojdite na najbližji študentski servis, kjer nam bodo z veseljem pomagali. Iz moje strani pa je bilo to tudi vse.